Torej, najlepša hvala za udeležbo na naši jubilejski konferenci. Danes je sončen, lep dan, za nas vse pa poseben dan. Namreč vložili smo kandidaturo za predsednika Republike Slovenije. Ob tem se najprej zahvaljujem vsem tistim, ki so namenili svoj podpis. Ni bilo lahko, to je bil kar velik izziv, ampak nič hudega, smo ga premagali. Druga stvar, hvala seveda stranke Vesna, s katero smo se srečali na tej poti, kjer delimo marsikateri pogled na te stvari v Sloveniji, predvsem pa na trajnostni razvoj, ki se mi zdi, da je vse preveč zapostavljen oziroma se o njem pravzaprav resno ne pogovarjamo in se potem vedno znova znajdemo v težavah. Tema bo definitivno to ena izmed tistih, s katero bomo bili ves čas v ospredju, nekatere druge bomo predpostavljali tudi v bodoče. Sam se osredotočam še na 3 pomembne teme. Ena so mladi, ki mislim, da so vse preveč spregledani oziroma izključeni iz družbeno-političnega življenja. Druga tema je decentralizacija, še vedno se nam dogaja tiha centralizacija in se mi zdi, da Republika Slovenija ni tako velika država, da bi imeli državo 2 hitrosti. In zadnja tema, javno in razgradnjo javnega. Mislim, da se te stvari dogajajo sicer zelo tiho, ampak vendar sam osebno sem zagovornik javnega napram zasebnega, zlasti v segmentih tako imenovane kritične infrastrukture. Med kritično infrastrukturo pa preštevam najpomembnejše sisteme v naši državi, kot je zdravstvo, šolstvo, kot je tudi nacionalna varnost, skratka teme, o katerih mislim, da moramo več govoriti. Tako da to je naš film Ruš, ali pa glavni poudarki. Seveda se pa veselimo kampanje, veselimo se časa, ko bomo te argumente lahko predstavili in prepričan sem, da ko jih enkrat bomo predstavili, bomo tudi več slišani in da bo tistih, ki bodo delili naše mnenje, vsak dan samo več. V stranki Vesna smo se odločili, da podpremo Vladimirja Prebiliča pri kandidaturi za predsednika Republike. Zdi se nam človek z integriteto, z izkušnjami na lokalnem nivoju. Za nas se zelena politika začne na lokalnem nivoju. In če so tam uspehi, če so tam neki pokazatelji premika v zeleno smer, se nam zdi to res izrednega pomena. Torej, človek, ki je deloval za skupno dobro, za javno dobro, na področju Kočevske občine seveda, sigurno ima izkušnje in ima vedenje, zna sodelovati z ljudmi in to je za nas zelo pomembno. Za nas je zelena politika tista, ki pelje naprej planet, trajnostna pot je edina pot, treba je pa iti z roko v roki z ljudmi. In zato se mi zdi, da je kandidat gospod Vladimir Prebilič tisti pravi, ki je lahko predstavnik Slovenije v prihodnje. Samo da potrdim povedano strani Vesne, gospod Vladimir Prebilič je za nas absolutno kandidat, ki vse 3 stebre, ki jih je sam povedal, zares lahko drži, podpira in jih pelje. Definitivno je čas, ki ga živimo sedaj, izjemnega pomena in odločitve, ki jih bomo v tem trenutku sprejeli na vseh teh stebrih, ki jih je vlada omenil, bojo izredno vplivale na nadaljnji razvoj in Slovenije in pa seveda načina življenja, kvalitete življenja nas kot državljanov Slovenije in pa seveda tudi vpliva na okolje in obratno. In edini pravi kandidat, ki ga, če še tako gledam, med vsemi kandidati, ki bi bil zmožen in je zmožen te stvari speljati, je za nas Vlado Prebilič. In zato ga seveda podpiramo in tako kot je tudi Vlado sam omenil, ko bo šel čas, da bodo te teme imele svoj medijski prostor in jih bo lahko skomuniciral, bo vsak dan več prebivalcev Slovenije vedelo, zakaj je on pravi kandidat. Hvala. Zdaj pa te tehnikalije, koliko podpisov? Danes smo dali 3400 podpisov, s katerimi smo zadostili pogoje za vložitev kandidature. Kot sem povedal, gre za kandidaturo stranke Vesna skupaj z mano in jaz mislim, da je bila odločitev modra in prava. Še enkrat, tiste teme, ki jih moramo odpreti in jih bomo odpirali, so zaenkrat bile neslišane in to so teme, ki jih želimo postaviti v prvi plan. Kandidatov je kar nekaj za te predsedniške tekme, na kak rezultat realno računate? Naš interni cilj je še vedno, da bi se prebili vsaj v drugi krog. Jaz mislim, da to je mogoče, seveda ob zelo intenzivni kampanji.
Res je sicer do sedaj, da so nekateri kandidati bolj izpostavljeni kot mi, ampak kot sem že uvodoma povedal, verjamem, da bodo tako mediji kot ljudje v Republiki Sloveniji razumeli in dojeli, da teme, o katerih govorimo, zaslužijo bistveno večjo pozornost. In da s tem, ko bomo to prepoznali, se nam bodo na široko odprla vrata tudi za širšo podporo. Pa vendarle, to so teme, ki so, tudi sami ste jih omenili, relativno splošne. Ne? Ampak po čem se pa vi razlikujete od drugih kandidatov? Kaj je vaša prednost? A imate kaj takega, kar recimo, da se razlikuje od drugih? No, jaz bi rekel, da mogoče 3 stvari. In sicer prva stvar, ki se mi zdi, da je dosti pomembna, dobro razumem in poznam geopolitično razmerje v Evropi in svetu. Jaz mislim, da predsednik republike ali predsednica republike, ki bo pač zaseda ta položaj, to nujno potrebuje. Namreč sam delujem v tem segmentu že 12 let, in nazadnje predavam teme geopolitike na magistrski ravni ves čas in jaz mislim, da Slovenija v tem kontekstu bo potrebovala temeljit premislek, kam in kako bo stopala v prihodnje. V tem kontekstu je tudi vojna v Ukrajini, za katero menim, da sem sorazmerno kompetenten poznavalec. Sam menim, da Slovenija v tem delu ni vodila najbolj optimalnih korakov, namreč vse preveč se pogovarjamo o vojni in popolnoma nič o miru. Jaz mislim, da bi bil že skrajni čas, da te stvari postavimo v prvi plan. Evropa vojaško ne more ali pa tudi nima smisla, da vztraja na rešitvi konflikta, ampak potrebujemo predvsem pogovor. In kot rečeno, o tem še nismo rekli nobene. Tako da tudi v tem kontekstu mislim, da lahko pridonese marsikaj. Nenazadnje mi je pa dosti blizu poznavanje tudi nacionalno-varnostnega sistema. Predsednik republike je seveda tudi vrhovni poveljnik obrambnih sil. Vemo, v kakšni kondiciji se Slovenska vojska nahaja, pa ne samo Slovenska vojska, tudi sistem nacionalne varnosti. In jaz mislim, da v tej funkciji predsednika moramo doseči nek nov družben dogovor, kakšen nacionalno-varnostni sistem bomo imeli, kako bo ta deloval, kako bo opremljen. Brez tega sicer bo prišlo do razgradnje tega sistema, ker se ves čas ukvarjamo z vprašanji, ki ta sistem spreminjajo v, pa bom zdaj malo grob, celo v parazita javnih financ in javnega delovanja naše države. Mislim, da to je napačen pristop in da tukaj potrebujemo nek nov dogovor in mislim, da je vloga predsednika v funkciji, kateri ima ravno to, da odpre ta dialog in da pridemo do dogovora, kakšen sistem bomo imeli v bodoče. Da še ti si najlepo spomenil, kam je to umeščeno, oziroma to je odvisen do neodvisen. Torej, jaz osebno sem že tudi v nekaterih intervjujih jasno povedal, se umeščam v tako imenovano sredino in malo levo, ampak s tem, kar smo danes povedali, torej sodelovanje z Vesno in teme, katere bomo odpirali, te teme so izrazito nadstrankarske teme. Torej, mi bi si želeli, to bo zdaj mogoče mala pobožna želja, da bi se vse stranke združile za te teme in da bi jih vsi reševali na ta način. Sam osebno pa vidim oziroma menim, da bi predsednik in predsednica moral biti na položaju, ki povezuje, ne deli tega vse preveč in da prihaja na ta položaj predvsem neobremenjen bodi si z različno preteklostjo in neobremenjen z ideološko usmeritvijo. To je tudi nenazadnje zadnji predsednik izvajal, jaz mislim, da v tem kontekstu je to delal dobro. Tukaj se velja to pot nadaljevati in sam vidim ravno v tem pogledu svojo dodano prednost. Torej nisem ideološko obremenjen, sam nisem član nobene politične stranke in z minulim delom sem dokazal, da znam sodelovati pravzaprav za sebe. Pa ste se s katero od strank pogovarjali, preden je stranka Vesna Ne, najprej z njo, moram odkrito povedati, najprej z njo ravno zaradi tega, ker tudi program, katerega sem pripravljal za kandidaturo, so najprej prepoznali oni kot tistega, ki ga želijo deliti z mano. Je pa dejstvo, da še vedno nekateri pogovori potekajo, zadnje še nismo rekli. Že vprej sem povedal, želel bi si čim širše podpore, ne zaradi samega sebe, ampak zaradi idej in predlogov, ki jih prinašamo. Še enkrat, jaz mislim, da če bomo te stvari naslovili, jih lahko rešujemo izključno samo s sodelovanjem in nedelitvijo. Sprašujem bolj zato, ker je predsednik gibanja rekel prejšnji teden, da se bodo z nekaterimi kandidati pogovarjali, ne samo z enim, ampak z večjimi, torej tudi z vami. Do danes se še z njimi nisem pogovarjal, kolikor bom pa povabljen, se bom pa z veseljem tega pogovora udeležil. Lahko še to glede na predvsej razgibano kampanjo, ki smo bili že deležni kar nekaj presenečenj, pa vendarle, vaši procenti niso ravno bleščeči. Kako boste ravnali, če se slučajno ne prebijete v drugi krog, če se malo pokecam, se pravi, ali boste enostavno prepustili svojim volivcem, da se
odločijo, kakor se bodo, ali boste morda pozivali na podporo kateremu od dveh kandidatov, ki boste v drugem krogu? To vprašanje je malo prezgodaj, lahko rečem to, da ukolikor ne bom uspel priti v drugi krog, bom delal to, kar delam, torej z veseljem bom učil naprej na fakulteti, rad predavam in mislim, da tudi imam kaj povedati, tako da v tem kontekstu bo moje delo teklo naprej neomoteno. Kar se pa tiče pozivanja enemu ali drugemu, moramo pa o tem še kakšno reči tudi z mojimi partnerji. Sam osebno nisem prav posebej naklonjen temu, da bi pozivali ali k enemu ali k drugemu. Namreč, ukolikor bi bili prepričani, da katerikoli izmed kandidatov je toliko boljši, potem danes ne bi stal pred vami in ne bi sam ponudil lastne kandidature. Mogoče samo še, rekli ste Ukrajina in če sem vas prav razumela, malo tako postopanje glede te vojne. Za katero pismo ste vi bili takrat, ko je bila dilema? 2 pismi sta bili, kako se naj odzovemo? Obe pismi sta bili zelo podobni, ampak osebno sem bolj za neko tretjo pot. Namreč kaj sam ugotavljam je naslednje. Vojna, ki se je zgodila v Ukrajini, se ni zgodila kar tako in ima določeno brado. In o tej bradi se nikoli nismo posebej pogovarjali. Vsi vemo, da obstaja minški dogovor iz 2015. Vemo tudi, kako je bil ta udejanjen, oziroma ni bil udejanjen sploh, je bil mrtva črka na papirju. In jaz mislim, da bi se morali predvsem začeti pogovarjati, kako živeti v neki kohabitaciji. Vojna sama ne bo rešila ničesar. Ruska federacija se ne bo premaknila nikamor, naprej bo soseda in jaz menim, da bi morali v tem delu bistveno več naporov vlagati v iskanje nekega kompromisa. Kompromis seveda pomeni, da boli obe strani, ampak živeti mimo in brez kompromisa pač preprosto ne bo mogoče. In sam osebno menim, da Slovenija v tem kontekstu morda ni vlagala dovolj naporov v tem pogledu. Jaz bi jih želel, da bi tega bilo več. Podpora je logična, zaradi tega, ker agresija je obsojena vredna in tukaj ni nobene razprave in dileme, ampak vendar, tudi po vojni bo potrebno nekako živeti in ukolikor ne bomo dosegli neke kohabitacije tudi z Donbasom, Luganskom in Donetskom, a potem seveda ta kohabitacija bo vedno na majavih tleh. Jaz mislim, da v tem delu, se pravi v iskanju tega kompromisa, še nismo naredili nobenega resnega koraka. In temu bi bilo potrebno nameniti več pozornosti. Zdaj se samo pogovarjamo, kako bomo vodili vojno. Mislim, da to ni prav in je na nek način deplasirano. Konec koncev, temeljna vrednota Evrope, za kar je dobila tudi Nobelovo nagrado za mir, je ravno zveza k miru, torej iskanju poti do miru, ne pa pozivanju na vojno. Jaz sem bil malo presenečen, ko sem slišal predsednico komisije s njenimi pozivi. Za mene to ni Evropska unija. Evropska unija mora stati na stvareh, miru in človekovih pravic in vsega ostalega. Vojna je negacija prej povedanega. To za mene je bilo, vsaj po moji oceni, odklonsko dejanje. Torej, če bi bili tam, tudi vi ne bi ploskali? Definitivno ne. Bi mogoče celo kaj povedal nazaj. In tudi tankov, ki jih je včeraj Slovenija se odločila poslati, ne bi poslali v Slovenijo? Jaz mislim, da osebno to ne rešuje popolnoma ničesar. Kot sem povedal prej, jaz mislim, da se bo potrebno dejansko začeti pogovarjati in bi želel Evropi sporočiti, da namesto nenehnega spodbujanja k vojni le poskuša prepričati predsednika Zelenskega k temu, da se bomo začeli pogovarjati. Se mi zdi, da dokler ne bo signal prišel iz Evrope, da je pogovor potreben, toliko dalj bo ta vojna potekala. In tle smo potem v tisti spirali zla, se pravi, ena stran ustraja, potem mora ustrajati druga in potem konca pravzaprav ni. In jasno je, vojna ne prinaša nikomu nič dobrega, tudi če vojno zmaga tisti, ki resnici izgubili. Platon je lepo povedal, samo mrtvi bodo videli konec vojne. Mogoče sem še zadnja stvar, se pravičujem, za predstavnike Vesne. Zanima me, imeli smo največjo ekološko katastrofo v Kočevju, ali je tukaj gospod Prebilič vse odigral tako, kot je treba, ali imate tukaj kakšen problem? Mi smo se v zvezi s tem pogovorili z njim, stvari razčistili tudi glede sežigalnice, sežiganja odpadkov in vse te stvari in tukaj nimamo odprtih tem. Se pravzaprav zelo strinjamo okrog tega, kako reševati okoljske probleme, kako jih bolje nadzirati, kako jih sanirati in v tem kontekstu te nesreče vlada, da nismo videli kot krivca, ampak kot tistega, ki išče rešitev. In mogoče sam tudi da dodam, tudi po teh odgovorih, ki smo jih zdaj dobili, mogoče recimo bi lažje razumeti, zakaj mislimo, da je vlada tisti, ki veliko stvari zares obvlada in si zasluži svoj prostor in priložnost. In naslednje, kar je po vsem tem, kar je zdaj povedal, pa
pa osebno lahko rečem, da ga vidim zelo kot človeka, ki pa razume tudi probleme malega človeka in povprečnega državljana Slovenije. Kot župan in kot večletni župan enega območja, kjer ni lahko biti župan in z dosežki, ki jih je dokazal, je to še en dokaz, da imamo tu kandidata za predsednika države, ki ima čut za povprečnega državljana in ga razume. Hvala. Zato tudi nastopamo s sloganom ljudje in pika. Če smem dodati vprašanje pri Melaminu, verjetno veste, da je Melamin kot podjetje delniška družba, v katerem v tem lastniškem portfoliju ni občina vključena niti z 1%, gre za zasebno podjetje. Mi smo seveda ves čas spremljali dogajanje že pred nesrečo. Moram povedati, da smo ves čas tudi pritiskali na podjetje, da so mnogo procesov, kateri tečejo v njih, bili obdelani, da bi bil vpliv na okolje tudi v primeru nesreče minimalen. Moram pa tudi povedati, da smo tako v trenutku nesreče pozvali vse, da merijo vpliv na okolje, se pravi, imeli smo analizo vod, zraka in tal. Vse je bilo narejeno tako, kot se tudi zagre, povabili smo strokovnjake iz Ljubljane, želeli smo si transparentnega delovanja, ker to je edini način, kako lahko te stvari upravljaš, torej da si pridobiš zaupanje ljudi. In lahko sem zadovoljen v tem kontekstu, da v okolju odtisa, ki bi bil zelo škodljiv, ni bilo zaznati skozi meritve in skozi analize študije, ki smo jih dobili. Smo se pa že dogovorili, da se to podjetje umesti izven našega mesta na novo lokacijo, kjer bi tudi ta problem, torej neposredne bližine stanovanjske soseske, popolnoma neutraliziral. Predvidevam, da ste pa tako fokusirani na predsedniško kampanjo in prepričani uspeh, da ne boste znova kandidirali za župana Kočevja. Ja? Prav to je to. Hvala. Še kaj? A prijete še na kafe? No? Ja, se vam zelo mudi. To je bilo bistvo. Jaz sem tako razumel. Ja, ti si samo kavo razumel. Kaj se gre? To je mogoče, da bomo še kaj posneli. Zdaj bomo šli pred... Da bi lahko obratili.